lepo pozdravljeni v imenu Kariernega centra Univerze v Novi Gorici. Danes bomo poklepetali o pomembnosti praktičnih izkušenj na Fakulteti za humanistiko. V ta namen je danes z nami diplomant študijske smeri Kulturna zgodovina Martin Batagel. Martin, lepo pozdravljen. Lansko poletje si zaključil prvostopenjski študij na Fakulteti za humanistiko, študijski program Kulturna zgodovina. Trenutno si zaposlen kot učitelj zgodovine in vzgojitelj, vendar te še vedno mika študij na drugi stopnji. Kaj je tebe navdušilo nad študijem kulturne zgodovine? Sam sem bil že v otroštvu sploh navdušen nad zgodovino, pa ali je bilo Titanik ali so bile zgodovinske knjige, zmeraj me je privlačilo. Tudi dogajanje v preteklosti, interpretacija zgodovine in res to je bila ena od mojih največjih želj, da se vpišem na univerzo, kjer bom izpolnil te moje želje. Se pravi, je bila to prva izbira? Tako je. V času študija si sodeloval na 2 projektih in to KPK projektih po kreativni poti do znanja. Pa če nam poveš kaj več o tem, kako je bila sestavljena ekipa sodelujočih, kaj je bil namen teh 2 projektov, katera znanja, veščine si dobil preko teh sodelovanj? Pri tem projektu so sodelovali študenti te univerze, pa tudi drugih univerz, tako da je bilo kar zanimivo, ker smo se v bistvu povezali drug z drugimi. Ob tem pa so bili tudi iz drugih področij, se pravi ne zgolj kulturna zgodovina, ampak tudi slovenistika, potem naravoslovje, vinogradništvo, mislim, da je bila celo ena ekonomistka, če se ne motim, tako da je pisana druščina. Tako da smo se lahko eni učili od drugih, tako da je bilo kar komplementarno. Skratka, koristni. Seveda. In predvsem tudi zaradi pridobivanja praktičnih izkušenj, na primer pri enem projektu smo morali intervjuvati celo, na primer vinogradnike, kar je še en koristna izkušnja, ki sem jo pridobil. Super. V okviru izbirnega predmeta angleščina si pa tudi sodeloval pri prevajanju brošure Bistrine dogodivščine, ki je nastala v okviru projekta ŠIPK na Fakulteti za znanosti o okolju. Nam zaupaš kakšno izkušnjo tudi iz tega sodelovanja? Ja, spet je šlo za povezavo in druženje, predvsem druženje s kolegicami iz slovenistike, kjer smo skupaj v bistvu prevedli eno tako simpatično zgodbo Bistri. Se pravi, bolj ekološka zgodba, ima en ekološki nauk in najbolj zanimivo to, da sem jo tudi v bistvu omogočil branje učencem na šoli, kjer delam, in tudi sem jo prebral otrokom v vrtcu in so bili navdušeni, tako da so še tedne potem pripovedovali o tej zgodbi. O Bistri. Ja, o Bistri sploh, ja. Predstavi nam, prosim, praktično usposabljanje, ki je obvezna vsebina v 3. letniku na Fakulteti za humanistiko. Kako je potekala tvoja praksa? Zakaj je praksa v realnem delovnem okolju koristna za študenta? Kaj uporabnega si se naučil? Ja, v bistvu prakso je vodil moj praktični mentor, ali kako bi to imenoval, profesor Željko Osed, ki je v bistvu mi podal informacije in kontakte, ter sem lahko tako navezal kontakt z vodjem Pokrajinskega arhiva Nova Gorica. Tam je potem podal mentorja, ki mi je potem dal določeno delo, ki sem ga opravljal v arhivu. Spet je šlo za zelo koristne izkušnje, ker študent mora opraviti 80 ur. In ja, sploh v tem Pokrajinskem arhivu Nova Gorica je precej dobra taka skupina delavcev in sem se z njimi takoj ujel, pa tudi pregledovanje in urejanje in digitalizacija teh arhivov
mi je kasneje pomahala tudi pri izdelavi diplome, ker dejansko za podatke, ki sem jih potreboval za diplomsko nalogo, sem obiskal te, kako bi rekel, bivše kolege, da sem v bistvu dobil te informacije za izdelavo omenjene diplomske naloge. Super. V okviru študija imate tudi pestro izbiro izbirnih predmetov. Zakaj je po tvojem mnenju ta širina predmetov koristna za študenta? Zaradi tega, ker ima bistveno več izbiro. Naprimer, sam sem obiskoval nemščino in zahvaljujoč temu izbirnemu predmetu zdaj fluidno govorim nemško. Ker moram omeniti, da so profesorji na univerzi res zelo, kako bi rekel, strokovno podkovani. Ne omenim naprimer profesorja Gardino, profesorja Grando, potem Željka Oseta, med drugim tudi mentorico Petro Svolšak, tako da res za en super kolektiv. Je pa tudi res, da številne izmed teh izbirnih predmetov vodijo te profesorji, tako da v bistvu si tako izbereš predmet tudi glede na profesorja. Ja, in glede na zanimanje, kar te veseli. Točno tako, ja. Super. Kaj je specifika študija kulturne zgodovine na Fakulteti za humanistiko? Zakaj bi ta študijski program recimo priporočil nekomu, ki se v tem trenutku odloča o izbiri študija? Ker pridobi eno res specifično znanje o poteku človeštva, kot že humanizem pove, beseda humanizem pove. Predvsem pa, da pridobi neke res življenjske izkušnje. Govorim z lastnega primera, ker ta študij na univerzi prvič mi je prinesel ogromno samozavesti, pa tudi strokovnega znanja, in to je res en unikatna stvar pri študiju. Hvala lepa za te odgovore. Zdaj, jaz bi mogoče, če ima še kdo od gostov kakšno vprašanje, jaz sem s svojimi vprašanji prišla do konca. Pozdravljeni vsi, jaz ne govorim dobro slovenščino, upam, da me boste razumeli. Mene interesira, kako dela kot učitelj, ker zdaj mi nimamo tisti predmetnik pedagoški za to usmerjenje, da tako se izrazim. Ja, jaz sem v bistvu delam kot vzgojitelj in predvsem kot učitelj na šoli Montessori. In to je, niso kot pri nas javne šole, ampak je posebno vrstvo šolstva in se izobražujem na posebni šoli Montessori. Tako da to je v bistvu ločeno. Ok, hvala. Prosim. S klepetom smo prišli do konca. Martin, hvala ti, da si z nami delil svoje izkušnje. Želim ti vse dobro na tvoji nadaljnji karierni, mogoče tudi še študijski poti. Vsem ostalim pa hvala lepa za pozornost in lep pozdrav.